Pozdravljeni, začel se je mesec maj in z vami smo dijaki GFML. Naša šola je meseca marca gostila model Evropskega parlamenta. O tem smo že poročali v prejšnji oddaji, današnji oddaji pa sledi drugi del reportaže. Karavana MEP 2012 se je v četrtek preselila v Kamnik, kjer so se gostje nastanili pri novih gostiteljih ter ta dan namenili za lobiranje pred zaključnim zasedanjem. V petek in soboto pa se je odvijalo glavno dogajanje MEP 2012, generalna skupščina, katero je s svojim obiskom obogatil tudi predsednik slovenskega parlamenta, dr. Gregor Virant. Takšna srečanja so zelo pomembna, zaradi tega, ker spodbujajo mlade k razmišljanju o vprašanjih, ki so za vse pomembna, o vprašanjih delovanja Evropske unije, o vprašanjih gospodarske krize in kako jo reševati in o vseh drugih političnih vprašanjih, o katerih sicer mladi ne razmišljajo zelo veliko, ampak so ta vprašanja pomembna za življenja vseh, ne, zlasti za perspektivo mladih. Ker na mladih svet stoji in vi boste tisti, ki boste čez 10 let recimo upravljali pomembne funkcije, upravljali državo, se vključevali tudi v odločanje na evropski ravni in je prav, da čim prej začnete razmišljati in se pripravljate na to. Tako da se preko svojih organizacij, študentskih, dijaških, recimo obračate na politiko, na ministre, na poslance v državnem zboru in predlagate rešitve, jim zastavljate vprašanja in zahtevate od njih, da rešujejo probleme. Na zasedanju skupščine pa smo srečali tudi tiste, ki so v modelu Evropskega parlamenta sodelovali pred leti. Moj obisk mladinskega Evropskega parlamenta je bil od leta 2001 do 2003, torej več let. Zdaj, kaj so bile bistvene razlike? Težko bi rekel, da so bile kakšne. Ta sistem še vedno drži neko svojo tradicijo, večinoma je podobno. In ne bi rekel, da se je kaj spremenilo v tem smislu. Ne. Pomembno pa je, da je vedno več ljudi vključenih, da je vedno več držav vključenih in da enostavno še vedno delajo to poslanstvo, ki je pomembno, se pravi širiti na nek način model Evropskega parlamenta med dijaki, med študenti, ker to je pomembno. Ne. Pomembno je, da se oni učijo tega, da vidijo točno, kako poteka mladinski Evropski parlament oziroma Evropski parlament pa pravim in kako poteka delo v komitejih. In to se mi zdi pomembno, da je to poslanstvo MEP-ja ravno zaradi tega tu. Zdaj, načeloma te to večinoma prenese organizacijske veščine. Ne? Se pravi, jaz sem se preko tega naučil dosti vsega, kako organizirati stvari, kako koordinirati ljudi. Na nek način, če sem čisto iskren, delam podobno stvar tudi zdaj v življenju, se pravi v službi. Tako da lahko rečem, da mi je MEP pomagal pri iskanju lastne službene kariere. Tako da, ja, dosti je pomagal vsekakor. In kaj je navduševalo letošnje udeležence? I should say the social things, the parties, but also just meeting everyone from different countries, hearing their stereotypes, what they think. It's great because we don't get the opportunity to do this anywhere else. So I think, probably meeting people. Well, I especially like partying and meeting all these delegates from all around Europe. It's the fact that we're debating on different subjects with other people coming from different countries, and on top of that, they're very friendly and yeah. When the committee president, when the board told us that we had more votes in favor of our resolution than there were against us, I felt so happy. So that would have been my best moment. Tako udeleženci kot mentori pa so še enkrat izrazili svoje navdušenje nad Slovenijo. Slovenia is beautiful. It's really green. It's amazing. Me and my delegates up to now got the best impressions. Not only your country is a very beautiful one, the people are so warm-hearted and friendly and hospitable. The host families took excellent care of my students and I'm very pleased for that. I would like to thank them very much for that. The lobbying and the committees have been running very smoothly and today we're having an excellent GA. Več o samem formalnem delu v komitejih, sprejetih resolucijah in še več foto in videoutrinkov si lahko ogledate na naši spletni strani. S sobotnim zasedanjem in zaključno zabavo se je MEP 2012 zaključil. Delegati so se vrnili v šolske klopi in že nestrpno pričakujejo MEP 2013, ki bo potekal v Španiji.
Marec je bil poln dogodkov. Šolski pevski zbor pa se lahko pohvali z nastopom z Janom Plestenjakom. Na naši šoli se od lanskega šolskega leta pesem sliši na vsakem koraku. Lansko leto je z delovanjem pričel dijaški pevski zbor. Tudi letos se je predstavil na pevskem festivalu v Ljutomeru, ki je potekal 13. marca 2012 v Kulturnem domu v Ljutomeru. Pelo nas je okrog 60 dijakov gimnazijskega in vzgojiteljskega programa. Zaradi tega, ker mi je všeč tam, pa se imam fejs fajn, pa tudi profesorica je fejs vredi, pa dosta krat se znam tudi poheca, pa tak, vredi je fejs. Pa druženje, ko sem spoznala veliko novih ljudi, fajni dečki. Že od nekdaj fejs rada pojem, pa tudi že pri dosti veliko pevskih zborov sem dala pač skozi. Pa sem se pač odločila, da bom tudi ti malo pomagala. Ker je zabavno, se naučimo novih pesmi, se družimo. V pevskem zboru sem sedaj prvo leto in spoznala sem tudi veliko dijakov z gimnazijskega oddelka in se imamo zelo super. Imamo se fajn, uživamo, pojemo ful fajne pesme. Sweet dreams are made of these, who am I to disagree? I travel the world and the seven seas, everybody's looking for something. Sweet dreams are made of these, who am I to disagree? I travel the world and the seven seas, everybody's looking for something. Dijaki pa smo do petja spodbudili tudi naše profesorje. Vokalna skupina profesorjev GFML je svoj premierni nastop pripravila na letošnjih Miklošičevih dnevih. Zadnje mesece so nastopili tudi ob otvoritvi Upravno-kulturnega centra v Svetem Juriju ob Ščavnici in na reviji pevskih zborov v Ljutomeru. Oči žarek sonca sveti, ne čakaj pomladi, ne čakaj na maj, kaj mardi zeleni trav. Srce čaka ti, taka bliže ljubav, zakaj čakala bi na maj. Srce čaka ti, taka bliže ljubav, zakaj čakala bi na maj. Oba zbora delujeta pod vodstvom profesorice Tatjane Rožmarič-Poštrak in profesorja Daniela Berdena. Ob tem vodita še druge zbore. Zame so vsi pevci enaki. Naj so to profesorji, otroci, dijaki, kdorkoli, starejši moški, mlajši otroci v vrtcih. Zame je vse enako. Pevske vaje so enake, prilagodimo pa se seveda starosti. Dijaški pevski zbor gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer je 30. marca 2012 v Ekonomski šoli Murska Sobota prepela zelo znanim slovenskim glasbenikom Janom Plestenjakom. Dijaki smo bili navdušeni že ob sami novici, da bomo zapeli z njim. Navdušenje se je samo še stopnjevalo na vaji oziroma generalki, svoj vrhunec pa doživeli na koncertu, ko smo stali pred velikim občinstvom in peli z Janom. Zvizde bodo spremenile vse, zdaj prihaja lepši čas. Zato srce ta velik svet premajhen je.
se ne poznajo me. To leto bo moje, moje, moje. Na Jurica moje, moje. Ker vem, da nisem sam. To leto bo tvoje, tvoje, tvoje. Na Jurica moje, moje. Občutek ta bo. Koncert je bil super, lepo ste pel, ste lepo uglašeni in ste tudi, ker smo malo spremenili pesem od originala, ste takoj poštekali, tako da ste glasbeno imate velik talent, super. Prav gotovo nova izkušnja, na tujih tleh bi lahko rekli, ne? V drugi šoli, druga publika, vajeni smo predvsem domače publike, ampak poskusimo, lotimo se vsega. Jaz mislim, da je treba dati priložnost mladim ljudem, ki imajo željo pa talent. Zdaj od pol od tam naprej pa odvisno od njih, koliko je ta želja močna in koliko je te delavnosti in ustrajnosti, ker v življenju velikrat ne in mogoče šele stotič je prvi ja in človek ne sme obupati. Petje s tako znanim glasbenikom je bila prav posebna izkušnja. Prav gotovo bi si v prihodnosti želeli ponoviti kaj takšnega. Tudi letos so dijaki uprizorili gledališko igro. Pri tem projektu je sodelovalo 8 dijakov iz 3. letnikov, naslov igre pa je bil Ponedeljek v Črnem. Na gimnaziji Franca Miklošiča v Ljutomeru po nekajletnem zatišju nadaljujemo z dijaškim gledališkim ustvarjanjem. Lansko leto smo skupino 30 dijakov uprizorili delo Williama Shakespearea Sen kresne noči. V tem letu smo se skupino 8 dijakov odločili uprizoriti delo mlajšega slovenskega avtorja Jurija Švajncerja z naslovom Ponedeljek v Črnem. Predstava je za razliko od lani je pač malo bolj zrela, pač mislim, dogaja se bolj v naših cajtih, oziroma takšni pereči problemi, ki se zdaj dogajajo, tako tudi malo na to opozarja pač na mladostnika pa to. Zdaj, ko smo na začetku šolskega leta iskali primerno igro, smo nekako imeli cilje, da izberemo igro, v kateri bodo lahko nastopili dijaki, torej populacija, potem komu bo namenjena ta igra, to pomeni mladim, dijakom, študentom. Sama igra namreč predstavlja mladinsko problematiko, kot so na primer ljubezen, razočaranje, nezadovoljstvo, alkohol, nažalost tudi samomor. V igri je predstavljena skupina 8 prijateljev, ki skušajo prečkati nevarne in včasih izjemno strme prelaze vsakdanjega življenja, se spopadati s tegobami, s katerimi se srečujejo mnogi mladi, in reševati še tako nenavadne stiske. Vsi nastopajoči so dijaki 3. letnika gimnazijske smeri. Neke posebne avdicije nismo imeli, sicer so nekateri dijaki zaradi tega bili zelo razočarani, ampak vlog je samo 8, tako da smo morali skrčiti ta igralski kader. Jaz igram vlogo Tine, veselega navihanega dekleta, ki se pogosto smeji, pa ima tudi težave s fanti. Jaz igram vlogo Jurija, ki je ljubimec. Jaz sem Daniela. Ne vem, mama mi je rekla, ko se niso tako doma. Tako pač imam probleme z fanti, pa tako ja, tu nekako vse se okoli tega tudi vrti, tih dedov. Vloga mi ni pisana na kožo, kajti Sergej je zelo nesilen, kar meni sicer ni pogosto mi ni ravno pogodu, ampak kaj češ. Jaz mislim, da so dijaki te vloge, te osebe zelo dobro posvojili in jih zelo dobro odigrali. Seveda tukaj ne smemo pozabiti samo tisti, ki nastopajo na odru, ampak tudi vsi tisti, ki delajo za odrom ali pa skrbijo za luči in pa za tonske efekte. Namreč v igri je tudi velik poudarek na teh drugih efektih, mogoče malo manj na sceni in zaradi tega ti dijaki. Temeljno sporočilo Ponedeljka v Črnem je srečanje mladostnikov z različnimi strahovi, s katerimi se morajo spoprijeti, ne da bi jih lahko pričakovali in se nanje pripravili, kot se jih ni mogoče ubraniti. Preostane edino vztrajanje. Sanje različnih likov se razlikujejo.
Nekateri hrepenijo po ljubezni, drugi po ničemer, tretji vedo, da nekaj iščejo, a ne natančno kaj, komu drugemu je breme šola. Vsem pa je skupno druženje in preživljanje prostega časa ter prepletenost njihovih življenjskih zgodb. Začeli smo se pripravljati tako decembra, sicer malo bolj pozno, kot smo se lani. Lani smo imeli več, sicer je pa tudi bilo več igralcev, tako so tudi voje, bile te čisto drugačne. Tako zdaj pa smo se lahko vsi naenkrat zbrali, vedno smo pač imeli cajt pa to. Tako je to bilo tudi v redu, ko smo res celi cajt skupaj rvali pa tako. Te pa smo se decembra začeli pripravljati, pa te do zdaj. Premiera za dijake gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer je bila izvedena pred prvomajskimi prazniki. Prve kritike na uprizorjeno igro so bile odlične, zato lahko pričakujemo, da bo igra predstavljena tudi širšemu občinstvu. Ja, pripravili bomo še predstavo, ki bo najverjetneje tu, pa bomo zbirali denar za dvigalo. Ja, želimo si, da bi to igro lahko predstavili tudi širši javnosti, ne samo dijakom na naši šoli, ampak tudi prebivalcem Ljutomera in pa ostalih krajev tukaj v Pomurju. Predvsem pa bi si želeli, da bi igro lahko predstavili srednješolcem po drugih srednjih šolah v tem delu Slovenije. In da vam na koncu izdamo še delček vsebine, eden izmed omenjenih strahov v igri je tudi strah pred padcem kometa na Zemljo. Pa se avtorji igre tega tudi zares bojijo? Jaz upam, da v takšni obliki, kot se govori, ne. Mislim, da bojim se, kopljem si jamo. Ponedeljek na Črnem! Tudi letos je potekal literarni večer, kjer so se dijaki predstavili svojo poezijo. 12. aprila so dijaki 1. in 2. letnika pripravili literarni večer z naslovom Iz oddaljenih svetov, od zvezde do zvezde, od človeka do človeka. Dijaki so do slednjega naslova prišli preko pesmi Oddaljeni svetovi dijakinje Sare Sršen iz 1. letnika. Avtorji besedili so dijaki 1. in 2. letnika gimnazijskega programa. Zraven branja dijaške poezije pa je bilo predstavljenih tudi nekaj glasbenih točk, ki so jih pripravili dijaki 1. letnika. Vsak dan je spraševala, če pismo je prišlo od njega, ki je rekel, da ljubijo zvesto. Vsak dan mi pošta reče, ojde, je pismo rim, morda je že pozabil, kar je govoril ti. Tega večera pa ne bi bilo brez profesorice slovenščine Mojce Rižnar Nedeljko, ki je dijake spodbujala, da so se preizkusili v pisanju pesmi in tako odkrili svoje talente. Pesem življenja. Kot labirint je to naše življenje. Dosti ovir, samo trpljenje. Dolga, temna pot, ki ovinkari, temne nevihte in močni viharji. Vidiš le temo, grozo ter strah. Saj na koncu boš se pobrnil v prah. Zakaj hitiš? Ustavi se. Kaj vse spregledaš? Ti sploh jasno je? Spregledaš lepoto, ki te obdaja, ko ptica zapoje, ko pes zalaja,
ko veter skozi listje šelesti, ko pokažejo se barve v mavrici. Ni ti jasno, kaj vse zamudiš, ko zapreš oči in zamežiš, ko vidiš le cilj in ne poti, ko se ti v življenju kar naprej mudi. Profesorica Mojca Rižnar Nedeljko pa je v literarnem večeru povedala tako: zakaj pišemo, kaj nas vznemirja, kaj nas inspirira in čemu? Ljubezen, ki nam reče, naj stopimo v prazno in nas potem drži v zraku, da ne pademo. Bolečina zaradi obupa in razočaranja, ko tekmujejo viharji v nas in nas želijo raztrgati. Upanje, da obstaja pot do kraja blizu bogov, mimo zvezd skozi temne predore. Volja in želja, da obstaja nekaj, kar bo napojilo utrple korenine in pognalo v nas nek sok, in vsaka misel bo potem plaho pognala novo. Ob tem pa spoznanje, da nismo, kar bi lahko bili ali kar bi želeli biti. In ne nazadnje naše življenje, ki se znova in znova spet začenja in včasih zahteva od nas nemogoče. Pretekli mesec so dijaki in dijakinje 2. E imeli mednarodno izmenjavo, kjer so gostili dijake iz Finske. V petek, 20. aprila, so nas dijake 2. E oddelka Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer obiskali dijaki iz Finske, natančneje iz mesta Liminka, Lukijo. To je bilo naše drugo snidenje, saj smo se prvič videli letos meseca januarja, ko smo jih obiskali mi dijaki iz Slovenije. Prej smo bili veseli, ko se spet vidimo, pa ko malo vidimo, kako so bili to ti čas, pa ko bomo se fajn imeli, pa smo bili polni pričakovanj. Kot takrat, tako je tudi sedaj obisk trajal slab teden oziroma 6 dni. V teh 6 dneh smo počeli marsikaj. Fincem smo pokazali in jih naučili veliko novih stvari, seveda povezanih s Slovenijo in njenimi bogatstvi. V soboto smo se z njimi odpravili v Jamo Pekel in v Ljubljano. V nedeljo smo odšli na paintball in preživeli čas z družinami. Z njimi smo obiskali tudi druge zanimive stvari v Sloveniji in se seveda imeli zelo lepo. V ponedeljek smo imeli pouk slovenščine, pripravili smo jim nekaj zanimivih posnetkov in jih naučili nekaj enostavnih fraz v slovenščini. V torek pa smo odšli na kmetijo pri Slanovih in se kopali v biotermah Mala nedelja. Sreda je bila zanje skupni dan s Finci, katerega smo preživeli v šoli. Finci so tako med drugim spoznali tudi potek našega pouka, ki se kar precej razlikuje od njihovega. We have only 3 years and students start 16 and end it at 19. And the school year is divided in 5 periods and after every period we have a test week. Dopoldan so si Finci ogledali Ljutomer, mi dijaki 2. E pa smo ta čas imeli delavnice v tujih jezikih. Popoldan smo čas preživeli skupaj s Finci ob druženju v različnih delavnicah. Vse, kar bi lahko bilo, s tabo bi lahko bilo, vse, kar je lahko. Kaj lahko imela bi, še v sanjah me boli, vse, kar je si ti. Tako je bil že četrtek, dan, ko smo Fincem pomahali v slovo. Slovenijo so zapuščali z dobrimi vtisi. It's very great being here. All the people are so hospitality and families are great. Our students really like to be here and I as well. I enjoy. This is lovely country because it's so warm here and people are friendly. I absolutely love this place. I will come back. There's much more beautiful in here than in our country, yeah. And the people are so nice and yeah. Teden je minil hitro in brez večjih težav. Le pri sporazumevanju smo imeli nekaj problemov, saj vsi finski dijaki niso obvladali pogovornega jezika v angleščini. Se ti pa tam je malo smešno, da ne razumejo vsega, pa tudi mi ne razumemo vsega, pač težko zmes komuniciramo, ampak pol malo z mimiko, pa z rokami jim pokažemo, pa te vsi razumemo, kaj. Tudi glede prehrane ni bilo večjih težav, čeprav se le ta razlikuje od Finske. Ja, jejo, bole sladkarije, pa takšne stvari, samo so ful
bili presenečeni, ker oni jejo šalato brez olja, pa kisa, pa soli, mi pa smo jim dali šalato s sentem, da so vsi bili tako malo prvo začudeni, pa malo so se čudno držali, da so kis ukusili v šalate. Naši dijaki so se po večini prvič preizkusili v vlogi gostitelja tujega gosta. Zanimiva izkušnja, dosti smo se naučili od njih. Izmenjava nam je bila všeč in bi jo z veseljem ponovili, čeprav takrat mogoče z drugo državo in drugo kulturo, da bi spoznali še kaj novega, kaj drugega. Dijake 3. letnikov predšolske vzgoje je obiskala predavateljica iz Anglije. V torek 10. aprila smo dijaki 3. VA in 3. VB imeli poučno predavanje o znakovnem sporazumevanju. Obiskala nas je predavateljica Mojca Pulag-Williams iz Anglije. S sabo je prinesla prikupno lutko z imenom Mihec. Skupaj z Mihcem smo se naučili, kako pokazati kretnjo za lačen, žejen, zaspan in bolan. Da bi utrdili svoje znanje, nas je naučila pesmico, ki smo se po nekaj ponovitvah naučili prav vsi. Jaz sem mala roža, roža mamina, mamica me boža, rada me ima. Znakovno sporazumevanje je pomembno za otroke, ki se še ne izražajo z glasovi. Znakovno sporazumevanje nam je veliko pomoč pri razumevanju otroka, vendar moramo imeti dovolj volje in potrpežljivosti, da otroka naučimo sporazumevanja. Predavateljica ima organizirane tudi tečaje, ki so po našem vtisu prijetni in zabavni. Za dijake 4. letnikov predšolske vzgoje se je organizirala delavnica Karierna orientacija. Dijaki, ki obiskujejo program predšolska vzgoja, po končanem šolanju pridobijo poklic in marsikateri dijak se odloči, da ne bo nadaljeval šolanja, temveč si začne iskati zaposlitev. Prav ta namen smo v četrtek 26. aprila za dijake 4. letnika programa predšolska vzgoja organizirali delavnico Karierna orientacija, katero je vodila gospa Vesna Lajsani. Delavnica je bila namenjena boljšemu poznavanju zakonitosti trdega dela, boljši organizaciji iskanja zaposlitve, poznavanju zahtev delodajalcev in iskanju prednosti v sebi. Delo je potekalo v skupinskem krogu, kjer smo bili vsi enakovredni člani, skupaj smo sooblikovali predloge in iskali rešitve za izboljšanje zaposlitvenih možnosti na trgu dela. Predavateljica je skušala dijake naučiti in motivirati za boljše spremljanje in oblikovanje zaposlitvenih vzorcev. Predavateljica je skušala dijake naučiti in motivirati za boljše spremljanje in oblikovanje zaposlitvenih vzorcev, prepoznavanje svojih lastnosti in prednosti, komuniciranju z delovnim okoljem in podobno. Delo je potekalo na praktičnih primerih, kjer so dijaki igrali različne vloge, kot so zaposlitveni razgovori, telefonski razgovori, ter pri tem ugotavljali, kako pomembni so komunikacija, izobrazba, dodatna znanja in delovne izkušnje. Tako kot vsak drugi četrtek v mesecu smo tudi sedaj imeli znanost za mlade, kjer se nam je pridružil dr. Gjerkeš. V četrtek 12. aprila smo na okrogli mizi znanosti ima mlade gostili dr. Henrika Gjerkeša, doktorja znanosti z področja strojništva, ki se je tako kot dosedanji gostja šolal na naši gimnaziji. Do sedaj je delal na raznih univerzah kot asistent, znanstvenik in profesor ter kot minister vlade Republike Slovenije. Je pa specifično delo ministra, predvsem, ker je precej drugače kot je raziskovalno delo. Ker raziskovalno si lahko tudi čisto introvertiran, pa imaš dobre rezultate, ne rabiš tam biti ne vem koliko. Ko pa si enkrat minister, si pa precej menedžera. In to mnenje splošno, ki pravi, da mora biti minister strokovnjak, je bolj tako. Minister mora biti precej menedžer. Jaz sem imel 210 ljudi pod sabo in teh 210 ljudi je bilo treba motivirati, da so delali. Zdaj se pa predstavljate uradniku predočiti, da ne se čuti pripadnega svojemu delu. To je težko. Ampak so bili rezultati, predvsem, ker sem bil brez izkušenj na tem področju. In potem sem si vzel kako knjigo, kaj mora direktor vedeti v sebi, pa to za
recimo, no, ampak ne vem naslovov, ker sem prebral eno ali dve strani in sem jo dal stran, ne, ker vse, kar sem tamle prebral, je meni bilo jasno, ampak intuitivno jasno, ne sistematično jasno. Torej sem smislil, da to je brez veze, ne, to je enostavno, ne, no, mi je pa prišla v roke ena knjiga, ki mi je pa zelo pomagala, to je pa Umetnost vojne od Sun Tzuja. Tam noter so pa neka vodila takšna, sicer ne piše eksplicitno, ne, ampak če jo fajn prebereš, so v bistvu navodila generalom, kako zmagati vojne, ne, ampak so pa takšna, ne, ki, če se jih držiš tudi vsakdanjem življenju, ne, da recimo na takšnem položaju moraš paziti, da je harmonizacija v tvojih sodelavcih, ne v tvojih podrejenih sodelavcih, ne, da se čutijo, da oni čutijo, ne, da ti z njimi te stvari ne počneš, ne, ampak jih vodiš vsak dan, ne, in se to zelo obneslo, ne. Mislim, rezultati so bili zelo jasni. To je bilo za danes vse. Se spet vidimo naslednji mesec. Dijakom 4. letnikov pa želimo uspešno opravljeno maturo. Nasvidenje.